Na vhodu v poslovno stavbo podjetja Krevzelj instalacije nas pričakata dve likovni deli. Kip varilca simbolizira dejavnost, ki jo podjetje opravlja. Slika termoelektrarne, premogovnika, žitnega polja in kruha pa simbolizira Šaleško dolino. Krevzelj instalacije se uvršča med večja montažna podjetja za izvajanje strojnih inštalacij na področju energetike v Sloveniji. V podjetju je 45 zaposlenih, od teh je 5 strojnih inženirjev, ki so vodje projektov. Izvajajo tako osnovne inštalacije, kot so vodovodni in ogrevalni sistemi, prezračevanje in klimatizacija, kot tudi zahtevnejše, kot so tehnološke in parne inštalacije in podobno. Katera dela prinašajo več zaslužka? Več zaslužka prinašajo dela, ki so bolj zahtevna od teh normalnih inštalacijskih del. To so predvsem dela na zahtevnih klimatizacijah, dela na parjah, na parovodih, na zahtevnih vročevodnih inštalacijah, toplotnih postajah. Skratka, to so tista dela, ki jih ne izvaja vsak. Kar nekaj dela pridobijo na javnih razpisih pri energijski prenovi stavb. Izvajali so vse gradbene in tehnološke inštalacije na novem bloku TEŠ6. Večino posla pa opravijo na industrijskih zgradbah po vsej državi. Delajo v Gorenju, ribniških Jaskavi in Inotermu, Žitovi mariborski pekarni, papirnici Količevo in še na veliko drugih objektih po državi. Vendar pa je v Sloveniji dela premalo. Zato so lani začeli poslovati v Avstriji. Dela izvajajo za trgovsko verigo Luc. Kakšne so razlike med delom v Avstriji in doma? Razlik v bistvu nekih velikih ni. So pa razlike v dokumentaciji in v organizaciji dela. Lahko rečem, da organizacija dela je v Avstriji dobra, dokumentacija je v nekih delih slabša. Moraš se navaditi, ko se navadiš, lahko delaš normalno. Pač imajo nek svoj princip. Franc Krevzelj je dobitnik priznanja obrtnik leta 2007. Podjetje je pridobilo certifikat SQ, slovenska kakovost, z donatorstvom in sponzorstvom pa se vključuje v svoje družbeno okolje.